Srbijo, Bosno in Hrvaško so prizadele katastrofalne poplave. Zaradi naraslih voda je svoje domove moralo zapustiti na tisoče ljudi, več kot 40 ljudi pa je v poplavah izgubilo življenje. Skoraj da popolnoma poplavljen je bosanski Šamac, v občini Tuzla pa se bojijo, da bo zemeljski plaz pod seboj pokopal kraj Crno blato. Na vzhodu Hrvaške je voda pri Slavonskem Brodu predrla nekaj varovalnih nasipov. Na prvi poplavni val pa čaka tudi še Beograd, kjer so prav tako prostovoljci zgradili nasipe. Položaj se sicer danes umirja, pri čemer pa se obetajo nove težave zaradi visokih temperatur, ki jih napovedujejo za prihodnje dni. Grozi namreč nevarnost epidemij. Posamezniki in društva so že čez vikend po vsej Sloveniji začeli zbiranjem pomoči prizadetim v poplavah v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. V Mariboru so organizatorji ljudi pozvali preko socialnih omrežij, odziv občanov, ki so priskočili na pomoč, pa je bil nad vsemi pričakovanji. Poštna ulica v Mariboru se je včeraj popoldne spremenila v zbirno humanitarno središče. Garderoba, dječja. Ljudje so se odzvali fantastično. Jaz sem že včeraj bila zasuta z maili, z klici. Danes, se vidite, 3 ure traje akcija, pa imamo že za en tovornjak, recimo. Ljudje so prinašali predvsem oblačila, posteljnino, hrano, vodo, otroške plenice in druge potrebščine. Pleničke smo prinesli, ker pač imam tudi sama male otroke, pa me te stvari še bolj ganejo. Pa neko obutev, tudi otroške dosti, pa oblačila. Vsak potrebuje enkrat pomoč, nikoli ne vem, kdaj bomo mi potrebovali pomoč. Slišal sem, da se stvari rabijo, in sem se odzval, in prinesel in upam, da bo prišli v prave roke. Zaenkrat smo stopili v stik z Rdečim križom v Zenici in v Mariboru. Potrebujemo seveda papirje ali pa odobritev od Mariborskega Rdečega križa, da stvari lahko grejo čez mejo. Da bo zbrana pomoč čim prej prišla v prave roke, so se akciji pridružili številni prostovoljci, ki so pomagali pri sortiranju, pakiranju in popisu stvari. Težko nam je za te ljudi, ki so v stiski. Če lahko le del tega odstopimo za dobre namene, se mi zdi to več kot pozitivna stvar. Dobrodelnim akcijam so se v Mariboru pridružila še druga društva in posamezniki, ki na več lokacijah zbirajo pomoč. Z vprašanji poslancev se je začela majska seja Državnega zbora. Vroča tema za predsednico vlade, ki opravlja tekoče posle, so subvencije za prevoz dijakov in študentov. Te ne bodo ukinjene, je zagotovila Alenka Bratušek. Kot je dejala, bodo tekom dneva zagotovili sredstva za do konca junija, v roku 14 dni pa bodo našli rešitev za do konca leta. Kje natančno bodo dobili denar, ni pojasnila. Na dnevnem redu redne majske seje je sicer 9 zakonskih predlogov, med njimi tudi vladni noveli zakonov o izvrševanju proračuna in o varstvu potrošnikov ter novela zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki prihaja iz vrst SDS. Poleg teh bodo poslanci ponovno odločali o vladni noveli zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki jo je doletel odložilni veto Državnega sveta. Na ukinjanje sofinanciranega prevoza so se odzvali tudi v študentski organizaciji Univerze v Mariboru in Mariborski dijaški skupnosti. Vlado pozivajo, naj nastali problem nemudoma reši, saj bo ukinitev subvencije še posebej prizadela mlade v izrazito ogroženi podravski regiji. Študentska in dijaška organizacija že usklajujeta terenske aktivnosti, ki naj bi jih kot pritisk na vlado izvedli v prihodnjih dneh. Prostovoljke in prostovoljci bodo v tem tednu predstavljali svoje dejavnosti na že 15. festivalu prostovoljstva. Prostovoljke in prostovoljci v Sloveniji opravijo več kot 5,5 milijona ur dela, kar po metodologiji izračuna za prostovoljsko delo znaša več kot 58,7 milijona evrov, poudarja Slovenska filantropija. V slovenski mreži prostovoljskih organizacij pa je aktivnih 1069 organizacij iz vse Slovenije. V torek bo precej jasno, le na območju zahodnih Julijskih Alp in ponekod na severnem Primorskem bo bolj oblačno. Še bo pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno in še toplejše vreme. Še bo pihal jugozahodni veter. Danes v dnevniku televizije Maribor. Zaposleni na športnem centru Pohorje aprilske plače še čakajo, usodo podjetja rešuje občina. Mariborski Izum bodo povečali, energetsko sanirali, ob njem pa zgradili še podzemne garaže.
Družinske kmetije so pomembne za pridelavo hrane in ohranjanje okolja v sodobnem svetu. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.